izkušnjo. Malo punco, ki tudi ima malo hormonov že v sebi. On je pa hotel ohraniti tisto nedolžno Vesno iz 50-ih, ampak mislim, da je na koncu ratal en tako čudovit kompromis, ne vem, pa še Flora tako dala svoje, ne? Bo čist Florina na koncu. Janez, najlepša hvala. So mi rekli, da moram biti omejena na 2 vprašanji, da bom lahko še za vas, novinarje, kaj prešparala. Hvala. Vojko, evo, izvoli, predajam štafeto. Vojko, smeh in solze so ena najtežjih stvari, oziroma najtežja stvar. Smeh in solze na obrazih publike, seveda, so najtežja stvar, ki najtežje to dobiti skratka na obraze publike, ampak pri Cvetu jeseni ti je to mojstrsko uspelo. Na kakšen način pa boš te izčiščene emocije pripeljal na oder tokrat, oziroma a lahko pravičeno pričakujemo smeh in solze tudi tokrat? Ravno o tem sem razmišljal, ko sem prihajal na tiskovko, kakšna je razlika pravzaprav Cvetje jeseni pa Vesne. In pri Cvetju jeseni te solze smo imeli že kar naštimane po zgodbi. Mogli smo majčkeno dati večjo dozo komike in tako, da smo dobili smeh in solze. Tle pa mislim, da je prav obratno. Komedija je polnokrvna že sama po sebi in razmišljali smo, kako narediti majčkeno globjo zadevo, nekaj več drame, da bo tudi tle prišlo do tega. Predvsem pa zelo delamo na tem, da bo ta romantična komedija polnokrvna po tej romantiki in sprožila romantična čustva, ki so tudi lahko solze, ne samo drama. In to bo uspeh, če bo to ratalo, to bi rad dosegel. Ker v slovenski sceni, filmski in gledališki, je ta romantika, kot da smo majčkeno, ne vem, da nekaj zmanjka, da bi to res na tak način funkcioniralo. In to mi je cilj. Čeprav v Vesni je, v filmu je, je ta pristna romantika, smo doživeli to pristno romantiko v filmu. Ja, smo. Potem je pa kar nekako zamrla, je res. In mogoče pol ni bilo več nikjer. Kje smo zgubili romantiko, Slovenci? Kje smo zgubili romantiko? Ja, dobro vprašanje. Samo še to, Vojko. Česa se v bistvu ti kot režiser najbolj veseliš in česa te je mogoče majčkeno strah? Veselim se projekta, ker pač pred mano so zdaj že delali Janez tekste, Matjaž glasbo, jaz sem začel sicer že kar nekaj časa delamo in predložka je super, tako kot je rekel Gorazd, ljudje utrujeni prihajajo, ampak gremo dobre volje v bistvu zvečer domov po vajah, tako da energija je zelo dobra in veselim se še naprej tega delati. K česa se bojim? Ne vem, kar ne bojim se mi zdi, da je dober. Da bo. Odlično. Hvala, Vojko. Hvala. Boljše ne bi mogel zaključiti. Kje je pa Rožek? Grabnar je šel. Se skriva tam zadnji, je rekel, da noče govoriti, potem pa nič. A prideš? Pridi. Pridi. Boštjan, ti si se pridružil v bistvu na novo tej Dream Team ekipi kot aranžer, tako. Kakšen izziv je pa pred tabo? No, predvsem v bistvu čisto na novo v glasbeni ekipi se nisem pridružil, ker z Matjažem praktično, odkar se poznava, delava skupaj, sva zelo navajena drug drugega in tudi fino je, ker sva imala oba dva prostore praktično 2 metra narazen, kar je zelo dobro za sodelovanje. Tako je, pri aranžmajih, dejansko pri muziklu je samo to pomembno, da je treba pustiti prostor dialogu, prostor zgodbi in seveda podpirati, mogočno narediti še bolj mogočno, neko intimo narediti še bolj intimo. Mislim, da je to vsa umetnost aranžmaja, veliko je, največ je na songih seveda, aranžmaji podpirajo song, če je dober song, je lahko tudi dober aranžmaj narediti. Vidva sta že ko ena stara zakonca, tako mi deluje. Hvala lepa, Boštjan. Hvala za en aplavz. Od avtorske ekipe pa k izvajalcem in seveda sem prišla najprej do glavnih akterjev. Flora Ema Lotrič, bi te sam prosila, če lahko ostaneš, čak se ne vem, kako bi se postavili, da te bomo najboljše videli.
Pa Robert, tebe v bistvu tudi. Sem nekako rekla, da vaju bom kot duo zaslišala, glede na to, da sta neločljivo povezana. Torej, vidva sta torej glavna akterja, sta Vesna in Samo. In tako kot sta recimo Meta in Janez iz Cvetja v jeseni nekako prežeta v naši krvi, sta v našem DNK-ju, sta na nek način tudi Vesna in Samo v DNK-ju slovenstva. In če vas jaz ne vprašam, vaj bo pa zagotovo kakšen novinar vprašal, torej kakšen bo Robert tvoj Samo in kakšna bo tvoja Vesna Flora in v čem bosta drugačna od filma? Ja, lej, verjem, da bo tako vprašanje prišlo. 4 mesece pred premiero. Dober, upam, da bo drugačen, koga ga zdaj dojemam. Ampak ne vem, v DNK-ju Slovencev je marsikaj zapisano in marsikaj ostane zelo trdno noter v tem DNK-ju. Tako da jaz bom probal ga malo mogoče premakniti iz tega čist 100% spoštljivega fanta v malo bolj usnjenega fanta. Lepa obljuba, super, super, Vesna? Zdaj moram pa kar malo premisliti, kaj bom rekla. Zmisel si, ja. Mene je bilo na začetku, oziroma mi je bil velik izziv, zato ker je Vesna tako zelo kultna že v Sloveniji. Recimo, ta film pozna praktično vsak, ki ga vprašaš, a si gledal film. Ja, Vesna. In vsi imajo neko sliko o Vesni, a ne? Zaradi tega je težko. Ja, ker v bistvu je bilo vse zaigrano tako pristno, tako preprosto, pa super funkcionira na filmskem platnu. In jaz sem v bistvu imela zelo veliko željo, da bi pač dobila soigralca, s katerim bi se ujela. To je bil v bistvu moj največji strah, ali bo to funkcioniralo, ker se mi zdi, da se ta kemija najbolj čuti na odru. Tako da zaenkrat nama kar v redu uspeva. Ampak rada bi jo pa tudi v bistvu približala bolj meni, da bom lažje seveda igrala. Tudi Vesna se mogoče za malček premakne, mogoče če naredim prispodobo za centimeter krajše krilo, ampak če sva že na tem področju. Ampak v bistvu še vedno bi jo pa rada obdržala spodobno, kako bi rekla, ne bi... To še bomo ja. Ne bom jo drastično spremenjala, samo dala ji bom pridih sebe. Torej, v bistvu Samo in Vesna bosta mogoče majčkam bolj drzna, kot smo jih vajeni iz filmov. Ja, tako. To je dobro. Dobro je povedala, drzna bova. Dober zaključek. Dobro, samo še eno vprašanje. Flora, ti si pevka, Robert, ti si igralec. Ne? Oba sta na določenem področju doma, na drugem postavljena pred izziv. Kako se spopadata s tem izzivom? Jaz se z plesom, z pomočjo gospoda Krušiča, z petjem pa s pomočjo Željke, seveda, ki je izjemna. Vrhunska. In tudi tole, kaj smo danes poslušali, sva zelo dobro zvadila. Upam, da bo rekla, da je bilo dobro. Tako da ja, petje pa ples, mislim, nov izziv, nekaj novega. Se mi zdi, verjamem v to, da igralec mora biti kompleten. Tako da en tak dodatek, ne, tako kot ti plešeš po oddajah, pa tako, ne. Se trudim, ja. Hvala. Flora, kako se boš pa ti spopadla z igralskim izzivom? Se že spopadam. No, se že dolgo časa spopadaš, torej, ja. Ja, to je velik izziv. Predvsem pa, ker se prizori tako hitro menjajo. Iz razočaranega dekleta v najbolj zaljubljeno, v poročetu. Skratka, čustva se na odru v sekundah zamenjajo. Pa še kar en tak roller coaster, vrti, ja, no. V bistvu skušam najti te hormone iz svoje prve ljubezni, kako je to, ker se ti v glavi vse vrti. In to nekako prenesti noter, tako da črpam iz svojih izkušenj. Imamo zelo dobro pomoč, Vojko je vrhunski. Tudi Sara, ki je na novo prišla, je ful fajn, ker nam daje predloge, malenkosti, detajle in v bistvu probam se spomniti, kakšne stvari sem jaz doživela, mogoče v otroštvu. Imam kar nekaj vzporednic z Vesno, recimo iz svojega življenja, tako da mi ni bilo tako težko se oživeti, ker mi je bil pač to že pred vlogo najljubši film in sem ga že kar nekajkrat videla. Najljubši film je bil to tvoj? Slovenski, ja.
O, lepo, potem ti res ni bilo tako težko. Ja. Česa se pa vidva najbolj veselita? Meni osebno je glasba fantastična. Mislim, da je Matjaž se spet izkazal, kaj naj rečem. In zaradi tega, ker pridem iz tako lepega komada v prizor, mi ni težko dobiti tega trila ljubezni, hormonov, ker v bistvu ti da nekak pesem to, vsaj meni, ki sem pevka. Tako da veselim se pa tega, da bom pač lahko izboljšala tudi svoje igralske sposobnosti, plesne seveda. Pa tega, da se imamo fajn, ker obožujem svojo ekipo, mislim, da smo se super ujeli in imamo že na vajah cel žur, tako da jaz mislim, da bo Veš, fajn. kako bo šele na premieri. Komaj čakam. Jaz bom tako rekel, jaz se najbolj veselim trenutka, ko bo Miha rekel, da sem dober od plesu, pa Vlašič, da sem dober od pev. Hvala lepa, hvala vam. Za Mihata še ne vem, ker je trd oreh. Marjan, igravci sovražimo, ko nam kdo reče, ti si tak pa tak, kako boš lahko odigral vlogo popolnoma drugačne osebe? Marjan, ti si tako nežen, tako nekonflikten, tako harmoničen, tako topel človek, ampak vem, da boš izvrstno odigral tega strogega, zaščitniškega očeta in togega profesorja Kosinusa, zato ker vem, da si odličen igralec. Ampak kako se ti spopadaš s tem izzivom? Jaz res v bistvu zelo veselim te tvoje transformacije. Kaj človek vse o sebi izve, ne? Meni je strašno všeč lik, zato ker ima en tak diapazon raznoraznih stanj, ne? Pa ker je tudi v osnovi dejansko strog, tudi se mi zdi, da ima kakšno kompulzivno motnjo in tako naprej, kar bomo, mislim, da tudi dodajali. Ob tem se pa počasi preobraža v enega takšnega očeta, ki mu ne gre vse tako, kot si je zamislil, kjer ni več matematike v življenju, nenadoma se pač ta formula njegova poruši in se prilagaja na novo in doživlja tudi tiste zlome. Prej je bil že omenjen Kosinusov song, torej to je pesem, v kateri mi vsakič posebej zagomazi po hrbtu in to je odličen znak. Tako da ob vseh teh impulzih in vsem tem, kar je že bilo dano, mislim, da ne bo težko. Edino, kar je težkega, je pa to, da imamo spet tiste like pred očmi, ne. Torej v čevlje Staneta Severja stopiti je praktično nemogoče in tega tudi ne bom poskušal. Zato pa iščem zdaj nekaj takšnega umestnega svojega. Svojo pot. Ja, tako. Kje dela Kosinus prav in kje narobe kot oče? Se pravi, zakaj ga lahko razumeš? Ja, vsi imamo radi red, ne? A sem se zmotil, ne vem. Vsaj v družinah, ne, nekako naj bi vse šlo tako, kot mora iti, z izobraževanjem, pa najprej šola, pa tako naprej, ne. Ampak vsi vemo, da se to ruši, zato ker življenje je drugačno, življenje prinaša, odnaša, glede na tisto, kar se pač v tistem trenutku dogaja. In Kosinusu se ravno to nekako podre, ne. Ta njegova stalnost in zato išče, no, pravzaprav in spoznava sebe na novo, čisto na novo, ne. Boš ti verjetno kot oče tudi kakšno spoznanje doživel, ne? Skozi ta musical, ne? Nekaj sem jih že, ja. Si jih že, ne? Hvala, Marjan, najlepša hvala. Od očeta k mami. Lenča, enkrat si mi v zaodrju Cvetje v jeseni rekla... Živjo. Enkrat si mi rekla, da si želiš biti babica, ne vidiš pa sebe kot mama, ampak zdaj si mama treh mulcev. In kakšna si kot... V bistvu sem mama enega mulca, ostala dva sta pa cimra. Oziroma moja podnajemnika. Dober, ja. Tako da imam na pol odraslega sina. Sicer pa... Oj, evo, že letavajo. No, ampak kakšna si torej kot mama?
Jaz se v bistvu pri tem nastanjam bolj na izkušnje moje mame, se pravi, ki je bila moja mama in jaz si ne bi želela biti svoja lastna mama, ker sem bila mogoče malo prezgodaj zrela in je morala v bistvu se boriti z mano. Me še vedno peljati po svojih poteh oziroma po svojih željah, da ne bi prehiter odletela, no? Ampak glede na to, da imam v tem muziklu sina in ker ni očeta zraven, se pravi, tudi v filmu že vidimo, da ne vem, morda mama ločena, verjetno v tistem času ni bila, predstavljam si, da je bila vdova, tako malo gradimo vlogo, je njen osnovni cilj je pač sina pripeljati zdravega, živega, k odraslosti in k kruhu, se pravi, zato hoče, da on maturira. Ma pa še dva zraven, ki sta cela gavnarja in v bistvu vlečeta mojega sina v razne dogodivščine, nezgode in zgode, pa tudi sam se s svojim letenjem z letalom podaja v precej nevarne vode. Razumeš, da so njeno početje? Seveda, razumem. Ja, bi bila ti taka kot mama? Verjetno, ne? Ja, jaz v bistvu niti ne vem, kakšna bi bila kot mama. Se ne moreš vedeti v resnici, ja. V resnici ne moram vedeti, čutim pa, mislim, opazujem druge mame, moja sestra je mama, imela sem nečake, tako da sem nekakšna nadomestna mama včasih. In ja, ne vem, če je bila, ravno tako se moraš, mislim, biti samska mama s 3 fanti, s katerimi živiš in njih držati na vajetih je, mislim, da je Nuška Drašča, ki bo moja, mislim, s katero si deliva vlogo, bolj pripravljena, temperamentnejša in bolj znaš, si rekla, pokazati, koliko pa kaj se mora pa temu recimo malo bolj, da bolj udaram, ne? Ja, a tebe kdaj udaram človek, Božje, svojega sina tepam? Okej. Klemen Bunderla, ne pa teli Kerlci tlele, Boštjan Korošec, Srđan Milovanovič, torej vi ste pa te Sandi in Krištof, pa dajmo povedati, kakšni pa so torej te Kerlci, ki jih more mama. Že na vajah jih je težko krotiti, krotiti, oziroma a lahko poslušamo režiserja in tako naprej, ker to je pa še potem moj sin, ki pride zraven, to pa zanj si ne bi mislila, ne? Ampak ga potegnejo. Tako da v bistvu se že zdaj formirajo odnosi, kakršni morajo biti in bojo. No, Srđan, kakšen je Krištof? Ja, jaz sem edini očitno, ki se v tej produkciji ne bo zabaval, ker vsi bodo imeli kratka krilca, pa leder jakne, samo jaz moram biti priden baje. Tako da moj lik se ne bo preveč zabaval. Drugače imamo še tam še enega Samota, pa še enega Krištofa, Matevž Derenda, pa Dominik, ja. Tako da še tam imamo, tu smo cela garda, no, pa tam je tisti te glavni. Tako da nas ima mama kar pod kontrolo. Ja, moj lik je pač Krištof, nomen est omen, priden, ni ravno vešč z dekleti, tako da vsi ostali se bodo očitno podili za kiklami, jaz pa za violino. Ja, jaz imam že 2 otroka, se je v redu. Ja, očitno bom jaz prvi, ne. Sandi je ravno vse to, kar Krištof ni, ne, in kar tudi samo ni. Se pravi, je klovn, je razgrajač, je nagaja, malo tako ciničen, sarkastičen. V bistvu vse to, kar ena taka trojka potrebuje, ne. Da je življenje bolj, recimo temu, zanimivo, zabavno, kar pa dejansko s Klemnom, ki si deliva tole vlogo, ne. Klemen ima seveda s tem velike težave, ne, ker vemo, on je zelo resen, drugače, ne, pa tako da mislim, da bo imel zelo velike težave s tem, da se bo malo sprostil. Ne, ravno obratno je, tako da delava na tem, da nekako združiva to vse skupaj. Ravno včeraj sem na vaji dobil od našega odličnega režiserja napotke, da moram biti tudi malo bolj tako luz, da si naj pomagam s kakšnimi takšnimi sprostitvami in pa Klemen, joga pa te stvari, ja, sigurno, ne. Klemen pa tega dejansko ne rabi. Tako da Klemen. Ja, jaz sem na prvi bralni vaji Vojku rekel, če lahko enkrat dobim eno vlogo, da lahko saj igram. Tako, ne pa, da sem zloben za hrbten in tako, ker to ni izziv. Ja, nič, ful mi je všeč, da smo... Ja, no, ful mi je všeč, da imamo že tako energijo, sinergijo med sabo, da se res skozi nagajamo in da gremo res vsem na živce, tako kot moramo iti vsem na živce in bo to ful simple, sam še plesati se naučimo, pa smo zmagali. To nam pa res ne gre, Marija. Koliko je škoda, da ni Krušiča tukaj? Jo, ne, to je super, ja, kao on bi lahko imel predavanje.
Ja, smo solidna firma, ja. Pač slovenska firma še vsem. Tako da, ja, no, zdaj, če bosta onedva zelo tako pohlevna, pa rezervirana, pa zelo čista, mi ne bomo. Tako bo tudi kaj zavideti dejansko. Ja, čak, zdaj ne boš mu usna kradu. Brez skrbi ni šlo to, kakšne čudne vode. No. To je še zmer Vesna, še zmer musical, še zmer taka nedolžna ljubezen, ki mi jo Kaj boste stegne, samo mečkaj ne. začinali, ne? A ne, Klemen, mečkaj ne boste začinali. Ja, normalno. Vse imamo dobre pokrovitelje. Ja. En aplav za pokrovitelje, prosim. Vežem. Understudy oziroma uskok je ena izmed najbolj zahtevnih stvari v igralčevem življenju in gre za vrhunske, resnično vrhunske izvajalce, ki so sposobni ene take neverjetne koncentracije in psihofizične pripravljenosti, da so sposobni v danem trenutku res vrhunsko izpeljati predstavo, kljub temu, da nikoli ne morejo biti prav čisto res v igranju vlogi. In imamo understudyje in sicer Dominik Vodopivec kot understudy Samota, Saša Lešnik kot understudy za Vesno, Matevž Derenda kot understudy za Krištofa in Boštjan Korošec smo pa rekli alternacija za Sandija. No, torej understudy. Jaz vem, da si verjetno vi ne želite, da bi glavni akterji, da bi si, ne vem, nogo zlomili ali pa da bi čim prej ostali brez glasu. Ampak vseeno, kaj vas je na Vesni prepričal, da ste se odločili oziroma da ste sprejeli tak izziv? Ja, jaz bom v bistvu, takoj ko sem izvedel za audicijo, sem se prijavil, ker v bistvu še nisem sodeloval pri takem projektu in je to res nekaj, kar me vleče že celo življenje in si tega želim in bom naredil vse, da bo predstava izgledala tako, kot mora.